dejansko za podkonstrukcijo les ni najbolj primeren zaradi obstojnosti, zato se uporabi kovino vroče cinkano, kjer je betonirano, v bistvu so narejeni temelji v zemljo, tako tudi ni nevarnosti plazanja, rečemo, zemlje pa tega. Les pa je uporabljen termično obdelani bor. Prej se je dosti uporabljal sibirski macesen, kjer je zdaj trenutno pač prepoved uvoza, ker je embargo, ker izhaja iz Rusije, Sibirije. Je pa se to začelo, tem se je iskalo alternativo in zdaj se je alternativa našla v termično obdelanem boru. Z termično obdelavo pa se mu v bistvu podaljša življenjska doba, tako da ima tudi boljše karakteristike za zunaj, kot pa je prej imel sibirski macesen. Dejansko se tudi manj trstiči kot sibirski macesen, pa ima najboljšo razmerje med ceno in obstojnostjo pač na prostem. To pomeni, glede na to, da bo na prostem, da bo tak izpostavljen vsem vremenskim vplivom. Ja. Tako da življenjska doba je, rečemo, 20 do 25 let za ta les v zunaj. Mora pa biti pravilno izvedeno, tudi v bistvu na podkonstrukciji čim manj mora biti stičnih površin, ker tam začne les trohneti pa v bistvu gniti, ne. Drugače pa je tudi zanimive barve. Ta termično obdelani les se je začel bor uporabljati zadnje 2-3 leta, kot alternativa, sem rekel. Je pa tudi zanimive barve, tako se zliva kar z okolico, bom rekel.